Z dogodkom obeležujemo tudi Mednarodni dan človekovih pravic. V našem projektu gre predvsem za človekove pravice do svobode izražanja in obveščanja, ter do pravice do zbiranja in združevanja, kar sta 19. in 20. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Ta dogodek je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem od jeseni leta 2018 sodelujemo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. Projekt financira mreža evropskih fondacij v okviru programa Civitates, ki naslavlja probleme krčenja prostora za delovanje civilne družbe v državah Evropske unije. Poleg našega projekta program Civitates podpira še projekte na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem, Češkem, v Romuniji, Bolgariji, Italiji in Franciji. V Sloveniji s projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, ter razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovito odzivanje na napade in za boljše razumevanje naše vloge v družbi. Izvedli smo več delavnic za nevladne organizacije novinarjev o pravnih in komunikacijskih odzivih na napade, ter več kampanj ozaveščanja o pomenu svobodnega in verodostojnega novinarstva in delovanja nevladnih organizacij. Napade na civilno družbo in novinarje v Sloveniji povezujemo z lastništvom nad mediji, zato smo v okviru projekta izvedli raziskavo medijskega lastništva. V nadaljevanju spletnega dogodka bo raziskavo predstavil novinar Pod črto Lenart Kučič, nato bova s kolegico Špelo Stare iz Društva novinarjev predstavili glavne ugotovitve spremljanja primerov napadov na civilno družbo in novinarje v Sloveniji. Nato pa bo sistemska priporočila za boljšo zaščito predstavila odvetnica Jasna Zakonjšek, saj odvetniška pisarna Zakonjšek poleg doktorice Damjane Pondelek sodelovala v izvedbi delavnic in pripravi nasvetov za nevladne organizacije in novinarje glede zaščite pred napadi in odzivanja nanje. Ta del spletnega dogodka bo trajal do 12. ure, ko se nam bosta pridružili gosti iz Madžarske in Srbije, ter bodo o izkušnjah v teh državah govorile z Lenartom Kučičem, pogovor pa bo v angleškem jeziku. Vprašanja bomo sprejemali v zadnjem delu dogodka. Govorke in govorci bomo uporabili tudi prosojnice, tako da bo v delu pogovora na vaših zaslonih vsebina naših prosojnic. Hvala vam, da ste si vzeli čas za to težko temo in naj še omenim, da bomo spremljanje napadov na civilno družbo in novinarje v Sloveniji nadaljevali do konca leta in šele nato objavili poročilo o značilnosti napadov, tisto, kar bomo danes predstavili v povzetkih. Če bo možno, to bomo objavili še proti koncu decembra, ter vam ta poročila dostavili na vaše elektronske naslove. Projekt pa z drugimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v naslednjem letu. Še enkrat dobrodošli, prosim Lenarta, da prevzame besedo. Hvala, Brankica. Jaz zdaj upam, da bo tole delovalo, ker to, če deluje v testu, pol ni rečeno, da deluje tudi v praksi, ampak recimo. Bo v redu? Vidimo. Spravim, se vidi vse, se vidi prosojnica, tako kot se more. Vidimo, vse je v redu. Super, v redu. No, hvala evo za tale otvoritveni del. Jaz sem poskusil čim hitreje tole preleteti, smo pa seveda na voljo za vse dodatne vprašanja še naprej. Pri preiskavi medijskega lastništva smo izhajali iz ene take malo krute anekdote in to je, da medijski lastniki pogosto jemljejo svoje medije kot pištole. To pomeni, da jih imajo večino časa skrite nekje za pasom, ki jih pa rabijo, jih pa znajo uporabiti. Zadnji tak sistematičen pregled smo delali nekje v zgodnjih 2000-ih s podatki iz 2003-2004 in od takrat se je pač ogromno spremenilo od medijskega okolja do navad interneta in vsega, zato smo se odločili še enkrat izdelati eno tako temeljito preiskavo medijskega trga, pri čemer smo se pa osredotočili na evo tehnične težave. Pri čemer smo se pa odločili na 4 glavne anomalije, ki so tudi sistemske, ki niso samo tako
posamični ekscesi, ampak imajo ene značilnosti tega, da se to pa kar pogosto dogaja. In sicer prvo je bila zloraba medijev za lastno promocijo. To smo zlasti videli pri občinskih medijih, pa tudi pri kakšnih drugih medijih. Drug problem je bil skrivanje lastniškega vpliva. Tretji problem je bil prekupčevanje z mediji, kar pomeni, da se medije kupuje ne zaradi medijskega posla, ampak zaradi pridobivanja drugih poslov. In pa četrta taka preiskava je bila pa kopičenje medijske lastnine po možnosti prikrito. V tem času, v tem času je nastal kar enih 25 člankov, infografik in podcastov, vsebine je že skoraj dost za eno knjigo, zato bom to res poskusil zelo zgoščeno povzeti. In sicer prva naša preiskava so bili občinski mediji. To je nekaj takega, o čemer se pravzaprav že zelo dolgo časa piše in poroča, ampak se nič ne zgodi. Glavni problem je pa v tem, da občine v Sloveniji zelo prosto razpolagajo z medijskimi proračuni in pogosto tudi skrivajo dejanske medijske izdatke. Poleg tega, da 2/3 občin približno izdaja svoja glasila, občine še zakupujejo medijski prostor v drugih regionalnih medijih, kar v praksi pomeni, da imajo lahko občine oziroma konkretni župani zelo veliko vpliva na tem, kako se o eni občini poroča. Zdaj, v najboljšem primeru občinski mediji, pa dostikrat tudi regionalni mediji, ki so odvisni od občinskih naročnikov, objavljajo samo take pozitivne novice, poročajo nekritično o dogajanju v občini, pa ni prostora recimo za opozicijo ali pa za kritike, niti kot pisma bralcev. V najslabšem primeru pa tudi napadajo nasprotnike. Zdaj, najbolj ekscesen primer je bil Kopra, kjer je to trajalo več kot 10 let in je župan Boris Popovič res uporabljal vse možne kanale za lastno promocijo in za napad na nasprotnike med občinskimi kampanjami. K temu treba seveda dodati še ta problem, da zaradi ekonomskih razmer se tudi število dopisnikov v regiji manjša, kar pomeni, nacionalni mediji imajo slabšo pokritost regije, kar pomeni manj potencialno neodvisnih novic z tega področja, ali pa recimo tudi večji mediji so načeloma bolj odporni na pritiske občine, kot pa nekdo, ki mora tam živeti in delati. Ampak kljub opozarjanju na ta problem ni bilo nobenih posledic. Recimo tudi najhujša primer Kopra, mislim, da je bila edina kršitev, ki je bila kdajkoli ugotovljena za več kot 10-letno zlorabo občinskega medija, je bilo to, da so, mislim, da dobili eno kazen zaradi uporabe angleščine v naslovu enega izmed člankov. Druga stvar je pa lastništvo. Zdaj, pri lastništvu je pa tukaj, kako ne rečem, eno je, da smo imeli tukaj že malo terminološke težave, ker smo rekli skrito lastništvo. Kaj hočemo s tem povedati? To ne pomeni, da lastnik ni znan, ampak pomeni, da če gremo pogledati v poslovni register, tisti ime podjetja ali pa posameznika ne odgovori na ključno vprašanje, kdo ima vpliv. In recimo, ne vem, tukaj smo dali za primer 3 politične tednike, ki jih nikakor ne primerjamo med sabo po smislu poročanja, pa novinarstva, po vsega, ker vemo, da tukaj gre od čisto propagandnih operacij do normalnih medijev, ampak ključno vprašanje je pa bilo, da v vseh teh 3 primerih nam odgovor, kdo je lastnik, ne da odgovor na vprašanje, kdo je lastnik, ne da še odgovor na vprašanje, kdo ima vpliv. Recimo, za Reporter zvemo, da je to pač eno podjetje Reporter Media, ki ima sedež na Velski cesti 52, direktorica tega podjetja je Tara Milikić, ki nam nič ne pove in šele potem po preiskavi ugotovimo, da je to zasebna partnerka enega od sinov lastnika, ki je v ozadju te mreže. Recimo pri Mladini vidimo, da je to podjetje Transmedia, pri Demokraciji pa ugotovimo, da je to eno podjetje R-Post-R, katerega lastnik je madžarski državljan Peter Schatz. No, in če začnemo z madžarskim vplivom, ena od takih daljših sklopov naše preiskave, mislim, da ima skupaj skoraj 6 delov, je bila zgodovina strankarskih medijev SDS, ki je zelo zgovorna, ker so to en taki spremljevalci slovenske zgodovine praktično od osamosvojitve in nas je zanimalo, na kakšen način je lahko ena revija, ki je bila ustanovljena kot nekakšen glas pomladnih strank, pač postala propagandno orodje v rokah poslovnega kroga blizu stranke Fides, ki precej konkretno obvladuje Madžarsko in njen medijski prostor. No, in kar smo pa seveda sproti ugotovili, je pa to, da pač pod tem ideološkim poslanstvom demokracije, ki od začetka ni bila taka, kot je danes, je taka dolga zgodovina nepoplačanih dolgov in drugih nepravilnosti. In tudi madžarska zgodba je v bistvu samo nadaljevanje te prakse. Pa tukaj lahko gremo od
netransparentnega lastništva, do izigravanja delničarjev Nove TV, do tega, recimo, ko smo zdaj prejšnji teden poročali skupaj z Birnom, da je gospod Peter Schatz, lastnik Demokracije, v preiskavi zaradi domnevne davčne utaje v Severni Makedoniji, ker se tudi te oglaševalski tokovi zelo sumljivo gibljajo. In ena od, recimo, anomalij tukaj je, da so to vlagatelji, ki jih seveda ne bi mogel pridobiti noben drug medijski podjetje v tej regiji. Zdaj, in seveda s tem pa pridejo in nenavadno dobri poslovni rezultati, glede na nizko gledanost in podobno, kar pomeni to, kar včasih zagovorniki teh medijev pravijo, da imamo tudi druge tuje lastnike, ja, imamo, ampak ne takih, ne tega tipa. Kar je pa tudi pomembno, je pa to, pač poleg teh dobro dokumentiranih povezav med gospodoma Orbanom in Janezom Janšo in tem, da tukaj nastaja ena taka dosti prepletena mreža, ki se uporablja skoraj izključno za propagandne namene. Ampak ena od bolj zanimivih stvari, ki smo jih povedali, pa smo ugotovili, tukaj gre za eno tako kopiranje madžarskega modela. In ena od takih zanimivih stvari, ki smo jo ugotovili, je tudi to, da se poleg teh znanih medijev, za katere že vemo, da so v madžarski lasti, da se tukaj oblikuje tudi ena taka mreža, trenutno 16-17 regionalnih portalov, ki so bili praktično ustanovljeni v podobnem obdobju. Pridobili smo dokumentacijo o vpisu v medijski razvid, smo recimo videli, da so praktično identične vloge, vključno z izslovnično napako, zato lahko sumimo precej utemeljeno, da gre za eno tako propagandno mrežo, ki nastaja in se precej zgleduje po podobni propagandni mreži na Madžarskem ali pa tem, kar počne ameriška alt-r desnica doma in po Evropi. Tretja preiskava, ki je bila po svoje precej nehvaležna, no, je bila pa to, da imamo tudi 3 glavne časopise v rokah lastnikov, ki niso strateški, kar pomeni večino prihodkov ustvarjajo v drugih panogah. Zdaj, ugotovili smo eno tako splošno dejstvo, da novinarji manj pogosto in manj objektivno poročajo o interesih lastnikov in njihovih poslovnih interesov. Delo in Večer sta imela take zelo nesrečne zgodovine z lastniki, ampak ne bom šel tukaj v zgodovino, pač na kakšen način se je takrat politika in gospodarstvo precej prepletla v teh lastniških prevzemih in na kakšen način je to zelo oslabilo oba časopisa in po ugledu in kadrovsko in finančno. Smo pa ugotovili 2 stvari. In sicer, če delaš kot novinar preiskavo med novinarskimi kolegi, je malo nehvaležno, ker po svojem imaš več dostopa, po drugi strani pa zelo razumeš njihovo nelagodje, da zelo težko govorijo o posledicah tega, kaj se zgodi, če delaš kaj v nasprotju z interesom svojim lastnikov. In ena od zgodb, ki jo lahko tudi preberete pri nas, ki je najbolj taka, največ konkretnih primerov bilo narejenih, je recimo tudi ta delo od prevzema leta 2015, ko ga je prevzela Idrijska, taka zelo velik poslovni konglomerat, da je bilo tukaj mogoče dokumentirati kar precej primerov ali pozitivne promocije recimo dela tega konglomerata ali pa tudi posledice, če si se dotaknil poslovnih interesov in partnerjev tega konglomerata, pri čemer je bil recimo najbolj znan primer pa dokumentiran Zorana Jankovića in njegove domnevne nedotakljivosti, o kateri se veliko govori, ampak ni samo anekdotična. Zadnja preiskava, čisto sveža, je bila pa medijska skupina Media24 oziroma skupina Martina Odlazka, poimenovana po njegovem domnevnem lastniku, ki je pa zelo zanimiva enostavno zaradi tega, ker je po eni strani vsem na očeh, po drugi strani pa skrita, kar pomeni, oglaševalcem in partnerjem oglašujejo na spletnem mestu, ampak če se pa hočejo recimo skriti pred regulatorji in zakoni, je pa kar naenkrat skrita in ni mogoče dokazati ničesar. Recimo, in tukaj smo šli praktično od začetka, od prijave na inšpektorat medijski na Ministrstvu za kulturo, do tega, na kakšen način smo pridobili pač kup dokumentov o teh postopkih in smo med drugim ugotovili, da ni bil regulator pripravljen ali pa sposoben ali pa kakorkoli videti niti takih najbolj očitnih povezav, kot recimo to, da ta medijski del obvladuje ta praktično bivša zakonca, ki sta še zmeraj poslovno zelo močno povezana, in sicer gospod Martin Odlazek, ki recimo obvladuje založniški radijski del, in pa gospa Lena Nardini, njegova bivša žena, ki obvladuje ta dnevni tiskani časopis in ostalo. No, ampak recimo tukaj smo se res veliko ukvarjali s risanjem te hobotnice in ugotovili, da res zakonodajalca pa regulator nista bila sposobna ali pa pripravljena prepoznati
niti takih zelo konkretnih ravnanj, za katere lahko rečemo, da so bili narejeni z namenom izigravanja medijske zakonodaje. Recimo lep primer je to, da je v tej hobotnici, tukaj samo en delček prikazan, ogromno takih 19% lastnikov. Zdaj za 20% pa že rabiš pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo, če hočeš prevzeti izdajatelja določenih medijev, recimo radij, televizij ali pa dnevnega časopisa. No, ampak problem je pa, ker se vsem to zdi po eni strani tako normalno, pa nič ne moremo narediti, ampak to pa pomeni, da lahko na ta način v naš medijski prostor vstopajo tudi tuji lastniki na podoben način, kar se tudi dogaja v primeru Pop TV pa Planeta TV, ali pa recimo, da se na ta način verjetno dogaja tudi prevzem največje komercialne radijske mreže Infonet, kjer tudi uradno se še nič ni zgodilo, ampak po lastnikih pa vidimo, da se ti dve mreži, pač Odlaskova in Infonetova, sta že precej povezani. Zdaj, kar še manjka ali pa kar bi si želeli preiskati, je tudi razmerje med, na kakšen način delujejo oglaševalski tokovi v tem našem prostoru. Zdaj, tukaj sem dal samo eno tako hecno primerjavo, ki pa ni hecna, in to je poslovni rezultati 20 let novih obzorij. In če pogledate samo telegrafe prihodkov, kdaj grejo gor, pa kdaj grejo dol, lahko takoj samo iz tega gibanja prihodkov vidite, recimo, kdaj je bila vlada SDS na oblasti prvič, kdaj je bila drugič, kar pomeni tukaj vidimo od 2004 do 2008 je skok prihodkov, pa pol 2011, 2012, oziroma 2012, 2013 je rast prihodkov in pa potem velika rast prihodkov po vstopu madžarskih lastnikov, pri čemer se nič relevantnega ni zgodilo, kar pomeni njim narasel, ne doseg, ne vem kaj, tudi oglaševalski trg na tisku se je prej skrčil kot povečal. Kar pomeni, če lahko iz poslovnih rezultatov ene politično izpostavljene edicije, kot je Demokracija, recimo vidimo, kdo je trenutno na oblasti, pomeni, da imamo tukaj en velik potencialen problem. Sploh zato, ker smo tudi na drugih primerih, recimo od Mladine do Dnevnika leta 2004 do 2008 videli, da državna podjetja imajo to moč, da oglašujejo tudi v podjetjih, ki delujejo v nasprotju z vsemi novinarskimi standardi, da lahko kaznujejo določena podjetja ali jih pa vzdržujejo pri življenju, kar mislim, da je ena od večjih takih stvari, o katerih se pri nas pač veliko govori, ampak zelo malo razišče. Tako da, če zelo na hitro povzamem še glavne ugotovitve, smo ugotovili v vseh teh dosedanjih preiskavah, da v resnici novinarji nimajo kakšnih realnih varovalk pred izkoriščanjem in pritiski. To pomeni od ekonomskih izkoriščanj, zaradi tega, ker določeni lastniki izrazito, če uporabim ta menedžerski novorek, optimizirajo stroške dela, do tega, da nimajo kaj dosti možnosti, recimo, da bi se uprli, če od njih uredniki ali lastniki zahtevajo neetično varovanje, tudi zaradi tega, ker se pol bojijo, da bojo obveljali za problematične in na tem omejenem medijskem prostoru ne bojo več dobili drugega dela. Pa smo videli, da praktično ni varovalk pred skrivanjem lastništva, zaradi tega, ker je to izredno preprosto, kar pomeni pač ustanoviš podjetje 2, ki je lastnik podjetja 1, daš ga na papirnatega lastnika in to je bolj kot ne to, kar pomeni, imaš kljukice, lahko se vpišeš v medijski razvid, na papirju je vse jasno, hkrati pa ni mogoče, če si recimo bralec, poslušalec pa gledalec tega medija, nimaš enega enostavnega načina, da ugotoviš, kdo vpliva na to, kar gledaš ali pa poslušaš. In pa, kar je verjetno najbolj problematično, ni varovalk pred prevzemi in koncentracijo, zaradi tega, ker tudi tiste zakonske varovalke, ki obstajajo, kar pomeni, ki preprečujejo skratno opravljanje recimo televizijske, radijske in tiskane dejavnosti, smo na primeru Odlaskove mreže pokazali, da je to samo na papirju, ker pač res je, če si izdajatelj radijskega programa, ne smeš izdajati televizijskega, lahko pa ustanoviš 3 podjetja, enega za radijsko, enega za televizijsko in enega za časopisno dejavnost in je na papirju formalno vse v redu. Kar pa hočem še poudariti, je pa to, da so take preiskave izredno kompleksne, zato tukaj skoraj kot pri kakšni odjavni špici filmski naštevam praktično vse, ki smo tukaj pri tem projektu sodelovali. Jaz sem bil avtor člankov pa glavni zbiratelj podatkov in Terenc, projekt vodi Taja Topolovec, moj urednik in preiskovalec dejstev je bil naš odgovorni urednik Anže Poštic, lektorirala me je Ana Bogataj, za ilustracije teh muzičkov, ki so meni zelo všeč, je poskrbel Matija Medved. Afriko, mislim, infografike smo osnovali skupaj Anže, Taja in jaz, oblikovali so nam jih pa člani Studia Kruh.
Vse ostale vizualije nam pa dela Metod Blec. To pač povem v zahvalo članom oziroma vsem svojim sodelavcem, pa tudi to, da pokažem, kako so ti projekti zahtevni in kako jih ne more nikakor voditi en sam posameznik, ki je preveč možnosti napak. Tako da to je bil en tak, evo, sem se kar držal 15 minut za skoraj 2000 znakov teksta v teh preiskavah in prepuščam besedo naprej. Hvala. Najlepša hvala, Lenart. Res izjemen dosežek, zlasti iz zornega kota nekdanje urednice Medijske preže in Medija Voča smo lahko srečni, da smo lahko ponovili to raziskavo. Zdaj se bom z prezentacijo vključila jaz. Čakajte, še enkrat. Nekaj ne deluje. Kaj vi vidite na zaslonu? Zdaj vidim tebe. Ok. Zdaj pa že boljše. Vse je tako, kot mora biti, ja. Se vam opravičujem, smo vsi tehnično, zlasti mi starejši, malo bogi s tem. Skratka, v moji prezentaciji bom predstavila povzetek ugotovitev spremljanja napadov na civilno družbo, to je nevladne organizacije, civilno-družbene skupine in kritične posameznike. Spet ponavljamo to, delamo na dan človekovih pravic zavestno, ker je ustvarjanje sovražnega okolja in uvajanje omejitev za delovanje nevladnih organizacij in kritičnih posameznikov nek pojav, ki ga opažamo v več evropskih državah in ki narašča tudi pri nas. Tarče teh omejitev in napadov so zlasti organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju varstva človekovih pravic, preučevanja migracij, zagovarjanja pravic beguncev, varstva narave in okolja, pravice LGBT skupnosti, enakosti spolov, boja proti diskriminaciji, zagovarjanja delavskih pravic in zanimivo tudi z področja kulture. Krčenje prostora za kritično delovanje civilne družbe je evropski problem. In na to opozarja tudi Agencija Evropske unije za temeljne pravice, ki je letos objavila tudi rezultate raziskave med temi organizacijami v članicah Evropske unije in so organizacije, več kot 200 njih, izpostavile, da se srečujejo z ovirami pri sodelovanju v procesih sprejemanja zakonodaje in odločitev, pri z uvajanjem pravnih omejitev za njihovo delovanje in zlasti je pomembna ta izpostavljenost napadom in grožnjam tem organizacijam in posameznikom, še posebej so izpostavljeni sovraštvu in grožnjam na spletnih komunikacijskih omrežjih. Naše spremljanje je potekalo v okviru projekta, ki smo ga opisali. Spremljali smo konkretne primere in osredotočili se na študije primerov. Torej nismo šteli in nismo statistično beležili napade, ampak izbrali smo izstopajoče primere in to v obdobju našega projekta, ki smo ga začeli v jeseni 2018, zajeli pa smo tudi dogodek v zvezi z zadevo Magna, ker so nam o njem poročale v tem spremljanju organizacij z področja varstva okolja. Obravnavali smo več kot 10 teh izstopajočih primerov v teh študijah primerov, spremljali sekundarne vire, torej poročila o teh dogodkih, opravili smo pa tudi intervjuje s predstavniki nevladnih organizacij. Imamo za ta namen vprašalnik in zlasti nas je zanimal izvor in tip napada, način trajanja napada, odzivanja na napad, epilog in idejno in materialno ozadje napada. Po teh kategorijah bom probala na hitro povzeti naše ugotovitve. Kaj sploh pomeni izraz napad? S tem izrazom v analizi označujemo različne oblike sistemskih, verbalnih in drugih napadov na nevladne organizacije in druge kritične akterje v civilni družbi, vključno z različnimi oblikami groženj, pritiskov, poskusov in uresničitev sistemskih, pravnih, finančnih, prostorskih in drugih omejevanj in onemogočenj delovanja.
Hkrati označujemo s to besedo tudi načrtno širjenje dezinformacij, manipulacij in lažnivih, žaljivih, diskreditacijskih trditev, izrečenih in zapisanih z namenom zastraševanja, spodbujanja sovraštva in ščuvanja k omejevanju in protidelovanju nevladnih organizacij in drugih kritičnih akterjev v civilni družbi. To so recimo nevladne organizacije, skupine, ki smo jih v teh primerih napadov še posebej obravnavali, Mirovni inštitut Picle, Gebitre, Umanotera, Fokus, Društvo za preučevanje rib, nevladne organizacije, ki so imele pogodbo z UKOM-om, nevladne organizacije, ki delujejo na naslovu Metelkova 6, kolesarski protesti in potem nekaj kritičnih posameznikov, Rizman, Slapšak, Novak. Izvor napadov. Zdaj po teh skupinah se nekaj malega razlikuje, zato bom probala na hitro povzeti. Se pravi, ko gre za napade na organizacije z področja človekovih pravic, izvor teh napadov so najpogosteje politiki in to v največji meri predstavniki stranke SDS. Na to tudi mediji in komunikacijske platforme v lasti oziroma pod nadzorom te stranke. Potem državni organi, ko jih vodijo predstavniki te stranke, podporniki politik te stranke med vplivnimi ali anonimnimi posamezniki, vendar tudi predstavniki drugih strank, desne ali sredinske politične usmeritve občasno širijo sovražne in lažnive obtožbe na račun nevladnih organizacij z področja človekovih pravic. Spomnili se boste napada nekdanje ministrice za notranje zadeve iz stranke SMC. Na te organizacije letijo tudi napadi anonimnih akterjev, naprimer z računalniško lokacijo v tujini, kot izvor kibernetskih napadov na spletno stran Legebitre. Kadar je tarča skupina nevladnih organizacij, ki se ukvarja z varstvom narave in okolja, pri njih je izvor napadov spet, so to politiki na nacionalni in lokalni ravni. Kar je pa tukaj zanimivo je, da so pri napadih na okoljevarstvenike politični akterji, ki jih napadajo, se nahajajo lokalno, nacionalno in tako rekoč skozi cel politični spekter. Njih napadajo in leve in sredinske in desne in skrajno desne stranke, tako tudi državni organi in občinski organi ter gospodarske družbe, zlasti investitorji, njihovi lobisti, najeta PR podjetja, gospodarska združenja, osrednji mediji na državni in lokalni ravni, ter tudi mediji in komunikacijske platforme pod nadzorom stranke SDS. Univerzitetni profesori, eksperti povezani z investitorji ali državnimi organi napadajo okoljevarstvene organizacije, tudi anonimni avtori zapisov na družbenih omrežjih ali sporočil, ki jih se pošilja na naslove nevladnih organizacij, ter tudi grozi in kliče po telefonu. Tudi občanke in občani se zbirajo v napadih na okoljske organizacije, tako je bil organiziran shod pred prostori okoljskih organizacij v Ljubljani. Kadar gre za nevladne organizacije z področja kulture, njih predvsem napada Ministrstvo za kulturo, minister za kulturo in mediji in komunikacijske platforme SDS-a. Ko gre za kolesarske proteste, tu se spet podobno kot pri okoljevarstvenikih zelo dolg seznam. Predsednik vlade, ministri, zlasti notranji minister, z njihovimi izjavi, ukrepi, ki so jih sprožili z namenom onemogočanja, diskvalificiranja ali ustrahovanja organizatorjev protestov in samih protestnikov. Policija, ki je realizirala ukrepe izvor napadov, mediji in platforme SDS, zapisi njihovih predstavnikov, organi in predstavniki Rimsko-katoliške cerkve v Sloveniji izražajo napade na kolesarske proteste. Posamezniki organizirani v skupino Rumeni jopiči, posamezni občani, ki so podporniki vlade in so napadali protestnike. Kadar gre za kritične posameznike, Rizman, gospa Slapšak in tako naprej, njih poglavitno napadajo mediji in komunikacijske platforme pod vplivom stranke SDS ter zapisi na družbenih omrežjih predstavnikov te stranke, njihovih vidnih in anonimnih
podpornikov. Kot boste videli pri teh izvorih, se velikokrat pojavi ta moja formulacija mediji in komunikacijske platforme povezani s stranko SDS. To je fenomen, ki v nobenem primeru ni nekaj, česar se mi izmišljujemo ali smo pri tem pristranski, je to materializirano in je dnevno možno spremljati in je fenomen, ki se ga je potrebno lotiti raziskovalno tudi z področja medijskih in političnih študijev. Študij zlasti glede na v primerjavi z analizo, ki smo jo mi naredili z množico raziskovalcev na Zahodnem Balkanu in v Turčiji v zvezi z modelom, ki ga poimenujemo model medijev in komunikacije, ki temelji na širjenju sovražnega govora, propagande in dezinformacij. Tipi napadov so tudi pomembni, recimo pri okoljevarstvenikih, oteževanje sistemskega položaja, veste, da so jih zakonsko omejili, oteževanje dostopa do informacij in sredstev za financiranje, neki razpisi so v preteklosti bili ustavljeni še v času prejšnje vlade, dezinformacije o finančnem stanju teh organizacij, finančni pritiski z globo, ki se jim izreka, profesionalne diskreditacije, za njih se trdi, da niso strokovnjaki, da imajo finančne interese, njih se osebno diskreditira, njihove družine in osebne okoliščine se diskreditacijsko predstavlja in manipulira z njihovimi osebnimi prejemki, zastrašuje se jih s kazenskimi ovadbami, ter z zapisi in z izjavami, da bodo oni krivi, če ne bo prišlo do investicije. Nadleguje jih se s klici na dom in omejuje jim se dostop do osrednjih medijev, ker tukaj so na delu neke lobistične in druge organizacije, ki pač imajo vpliv na določene medije in novinarje in naši kolegi okoljevarstveniki ne pridejo do njihove resnice, tudi zavračajo se jim objave popravkov. Pri organizacijah s področja varstva človekovih pravic, recimo Mirovni inštitut, to je inštitut, iz katerega se vam oglašam, nam grozijo z ukinitvijo organizacije, z ukinitvijo financiranja projektov, poskuša se prekiniti pogodbo o sofinanciranju projekta, že odobrenega, izvedenega, poskuša se onemogočati naše prostorske pogoje, grozi se z uporabo pravnih sredstev v deložaciji, širijo se dezinformacije o našem delovanju in financiranju, stigmatizira se in demonizira, govori se o nas kot o zloglasnem Mirovnem inštitutu, načrtno se ustvarja napačna predstava v javnosti o delovanju in moči naše organizacije, objavljajo se sovražni, žaljivi zapisi o naših ustanoviteljih, sodelavcih, poskuša se kompromitirati naša javna podoba in legitimnost našega delovanja. Prejemamo množico anonimnih žalitev in groženj na naslov organizacije, po telefonu, po e-mailu, po redni pošti. PIT se je srečal z grožnjami in pritiski vladnih predstavnikov zaradi kritičnega poročanja o ravnanju policije na meji do prosilcev za azil. Njih se poskuša profesionalno diskreditirati, naprimer izjava nekdanje ministrice, zavrnjena objava popravka v časopisu. Nadleguje se jih, izpostavlja preiskavi zaradi krivih obtožb ministrice. Grozi se jim z odvzemom prostorskih pogojev, na Metelkovi so tudi oni. Onemogoča se dostop do finančnih sredstev za opravljanje ene izmed dejavnosti in posledično izguba delovnih mest. Njim ni bila podaljšana pogodba za svetovanje prosilcem za azil v azilnem domu. Ni bil niti objavljen razpis v sedanji mandatu. Sistemsko se jih tudi omogoča, ker so tudi oni organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja. Legibitra se srečuje z temi napadi v medijih, SDS, o njihovem financiranju, se širijo laži, ampak pri Legibitri je zanimivo tudi to, da se jih pogosto napada kibernetsko, njihovo spletno stran sesuvajo večkrat in to jih potem zaposluje in onemogoča v njihovo komuniciranje in delovanje. Društvo novinarjev se srečuje s sovražnimi, manipulativnimi, diskreditacijskimi zapisi o društvu, o članih organov društva novinarskega častnega razsodišča v medijih in na komunikacijskih platformah stranke SDS, istih tih, ki napadajo na podoben način same medije in novinarje.
prejemajo sovražna žaljiva pisna sporočila neznanih avtorjev, telefonske klice. Organizacije s področja kulture, omejuje se jim dostop do prostorskih pogojev, tukaj na Metelkovi, arbitrarno, tudi v preteklosti, ne samo v tej primeru te vlade, se jim omejuje dostop do finančnih sredstev, spomnili se boste že v preteklosti, sedaj pa prihaja do blokade dostopa do finančnih sredstev, naprimer za izvedene projekte z področja filma. Tudi oni so deležni sovražnih manipulativnih zapisov v teh medijih. Kolesarski protesti, poglejte tipe napadov na njih. Od sistemskih sprememb znotraj protikoronske zakonodaje, kjer so se zaostrile določila glede možnosti spremljanja in visokega finančnega kaznovanja organizatorjev in udeležencev protestov. Njih se je policijsko omejevalo z omejitvijo gibanja po določenih ulicah, trgih, policijsko uporabo fizične sile proti udeležencev, policijsko pridržanje protestnikov, izrekanje glob udeležencev protestov, policijsko snemanje, policijsko legitimiranje in oviranje protestnikov, ovadbe tožilstvu zaradi napisov o smrtjančizmu, zastraševanje pred in med protesti z mobilizacijo in prisotnostjo številnih enot, tudi specialnih enot, policijskih vozil, helikopterjev, konjev. O njih se pišejo diskreditacijske izjave, tako predsednik vlade, minister za notranje zadeve, organizirajo se kontraprotesti, širijo se sovražne, lažnive objave o vidnejših posameznikih, Jenullu in tako naprej na družbenih omrežjih in v medijih, in jih širijo predstavniki in podporniki vlade, SDS stranke in tako naprej. Kritični posamezniki, tip napadov na njih je serijsko objavljanje skrajno žaljivih, lažnivih zapisov o njih na teh istih propagandnih komunikacijskih platformah. Njim se grozi sodnimi postopki, primer Rizman, in se dejansko uvede sodni postopek z grožnjo plačila odškodnine. Prejemajo tudi grožnje in anonimne pošiljke na dom te snovi, zaradi katerih intervenira policija. Odzivanje. Nevladne organizacije, in to je tisto, zaradi česa smo se lotili tega projekta, se pogosto sploh ne odzivajo na te napade. Zakaj? Preobremenjene so svojim področjem, z delom na projekti in strogimi roki, nimajo finančnih sredstev za uporabo pravnih sredstev in nimajo namenskih sredstev za delovno mesto strokovnjaka za komuniciranje. Še zmeraj pa prevladujejo komunikacijski odzivi, izjave, sporočila, pisma, peticije, redko uporabijo nevladniki pravna sredstva. Našli smo nekaj, prijava policiji, Umanotera, Mirovni inštitut, kazenska ovadba nedavno je 0, zahteva za ustavno presojo okoljevarstveniki, tožba proti Ministrstvu za kulturo v letu 2018, 6 kulturnih nevladnih organizacij zaradi enega razpisa. Pri odzivanju na napade na nevladnike ima izjemno pomembno vlogo naša krovna organizacija CNVOS, ki pogosto se oglasi z demantiranjem dezinformacij, mobilizira nas medsebojno, da izrazimo podporo eni drugim in se pripravlja tudi solidarnostni mehanizem. Posebej težaven položaj pri odzivanju je položaj še majhnih, pa še posebej lokalnih nevladnih organizacij in aktivistov. Ti so čisto nebogljeni, brez izkušenj, kapacitet za odzivanje, hkrati pa izpostavljeni. Drugi akteri se pridružujejo odzivom na naše težave, v odzivih na naše težave, to so pisma podpore, peticije, nujne seje parlamentarnih teles na pobudo opozicije, mednarodne organizacije nam izražajo podporo. Epilogi napadov, tukaj pa nimamo kaj lepega spet zapovedati. Epilog recimo pri okoljskih nevladnikih je, da po seriji posameznih napadov, to je napad na Društvo za preučevanje rib Slovenije, njihova vloga v zvezi s hidroelektrarnami Mokrice in drugi na spodnji Savi, ali Umanotera, potem pa dobijo kot epilog poslabšanje sistemskega položaja, zdaj so pa vsi poslabšali položaj in se na ta način recimo epilog prejšnje serije napadov. Negativno se strukturno zgodijo posledice za nevladne organizacije, poslabša se finančni položaj ali prostorski pogoji.
Sodni epilog je edino, kar imamo tukaj dobrega za povedati, to je začasno zadržanje določil zakona, ki omejuje pravice okoljskih nevladnikov, kar je naredilo Ustavno sodišče. Naše prijave groženj na policijo so brez epiloga, nič se ne zgodi v zvezi s tem, zabeležijo, nimamo opravičil za žalitve in dezinformacije, ki se o nas širijo, tudi spomnite se primera Pica in ministrice Gerkeš. Iščemo trajne rešitve za digitalno varnost in proti tem napadom. Kar je še epilog, je stigma na nevladni organizaciji. Vzemite primer Mirovnega inštituta, nas stigmatizirajo, demonizirajo, predstavljajo kot zloglasne in tako drugim akterjem v družbi predstavniki oblasti sporočajo, da je sodelovanje ali so financiranje naše dejavnosti nezaželeno za to oblast. To se zgodi tudi drugim organizacijam. Izčrpava se nas to epilog časovno, kadrovsko, mi se odzivamo na te napade, zato nimamo sredstev in delamo že sicer v prekarnih pogojih. Organizacija, hkrati pozitivna stvar v teh napadih, ukrepi svoj ugled, ugled angažirane organizacije, ki je moteča avtoritarnim politikom in njegovim strukturam. Zdaj, najbolj bistveno, s tem zaključujem, niso ti napadi brez vsakega ozadja. Ti napadi imajo idejno in materialno ozadje. Kadar gre za okoljske in naravovarstvene organizacije, pri njih idejno ozadje napada na njih je pri investitorjih in pri vladnih predstavnikih ali lokalnih oblastih, ki dajo prednost gospodarskem razvoju in investicijam pred varstvom narave in okolja. To je glavna ideja v ozadju napadov na njih. V tej ideji se skriva tudi to, da se nevladnike predstavlja kot zaviralce gospodarskega razvoja. Pripisuje se jim oznako parazitov, delovanje nevladnih organizacij z področja okolja je dobrodošlo, kadar samo ozaveščajo, če pa imajo moč sodelovanja v postopkih, so moteči. Ideje za napade na nevladnike okoljske je tudi v interesih investitorjev v energetske infrastrukturne objekte, gre tudi za različne poglede na to, v katere vire energije naj usmerimo investicije v Sloveniji. In gre tudi za interese povezanih omrežij s finančnimi interesi in s tveganje za korupcijo, ki ne želijo tukaj motečih faktorjev, ker gre za velike zaslužke. Materialno ozadje za te napade zagotavljajo tako investitorji kot predstavniki oblasti. Idejno ozadje pri napadih na organizacije s področja varstva človekovih pravic je v tem, da gre za ideologije desnih in skrajno desnih političnih skupin, ki temeljijo na nacionalizmu, ksenofobiji, na izključevanju drugih in drugačnih. To so ideologije, ki nasprotujejo našim idejam in prizadevanjem za družbo, ki temelji na enakosti, solidarnosti, vključevanju. Oni zagovarjajo ideje, te zagovarjajo in prizadevajo se za avtoritarno ureditev, po kateri moč odločanja in dostopa do skupnih resursov brezpogojno pripada samo vladajoči politični skupini in njenem voditelju. Po drugi strani te ideje potem štejejo vključevanje nevladnih organizacij, zlasti kritičnih, v procese odločanja, ali naš dostop do javnih financ, ali naš dostop do skupne infrastrukture, kot nepotreben privilegij. Tako nas opisujejo kot privilegirani. S tem se ustvarja tudi javno mnenje naklonjeno sprejemanju restriktivnih politik do manjšinskih skupin, azilantov in tako naprej. To je idejni okvir. Tudi Rimskokatoliška cerkev in njen idejni okvir sodeluje v tem, zlasti kadar gre za pravice gejev in lezbijk in pravice do splava in tako naprej. Materialno ozadje teh napadov na organizacije s področja človekovih pravic so finančni viri, zlasti desnih in skrajno desnih političnih organizacij, ki izvajajo napade, finančni viri njihovih poslovnih in političnih omrežij, ter finančni viri državnih organov, kadar so pod nadzorom predstavnikov in podpornikov teh desnih, skrajno desnih organizacij. To je vse, kar sem pripravila. Poskusila sem hiteti. Se opravičujem, če sem bila predolga, prosim Špelo, da nadaljuje svojo predstavitvijo napadov na novinarje.
Ja, dober dan. Dolgo že govorimo, upam, da nas še lahko vsaj približno skoncentrirano spremljate. Jaz bom tudi zdaj probala biti čim bolj hitra, delila bom svoj ekran. Evo. Upam, da uspešno. Aha, a vidite to zdaj? V redu je. V redu je, no, super. Ja, tudi v okviru tega projekta sem jaz oziroma na Društvu novinarjev smo spremljali napade na novinarje. Tako kot je že Brankica uvodno povedala, smo nekako zajeli časovno obdobje od leta 2018 do danes. Smo pa v analizo vključili tudi nekatere napade, redke napade, ki so dobili sodni epilog, ravno zaradi tega, ker so sploh dobili sodni epilog. Napade nismo spremljali zdaj statistično, nismo preštevali vseh napadov, ampak gre za kvalitativno analizo. Z novinarji smo opravili intervjuje, izpolnjevali so tudi novinarjev vprašalnik, veliko napadov smo spremljali neposredno, ker se v spletnem okolju in preko tradicionalnih medijev itak dogajajo v javnosti. Naročili smo si tudi kliping, tako da smo spremljali, da smo nekako družbena omrežja spremljali še posebej preko klipinga, pač ker imamo ta privilegij, da smo na Društvu novinarjev, so nas pa novinarji o napadih obveščali tudi sami. Kot sem že rekla, je to kvalitativna analiza, smo se pa osredotočili samo na tiste napade, ki prihajajo od zunaj. To pomeni, da so to napadi, ki iz družbe prihajajo na medije in novinarje. S tem pa ne želimo zmanjševati pomena teh notranjih pritiskov, ki so mu novinarji izpostavljeni, različni izsledki raziskav oziroma ena redka raziskava, ki je bila prav za poklic novinarja narejena leta 2018 na Filozofski fakulteti, kaže, da so novinarji v največji meri izpostavljeni ekonomskemu nasilju znotraj organizacij. Tako kaže tudi naša anketa, ki smo jo leta 2019 delali na Društvu novinarjev, ki tudi kot največje problema izpostavlja preobremenjenost in prenizko plačo. Zdaj, mi smo te napade kategorizirali po tipu napada, tako podobno, kot je že opisovala Brankica, po izvoru napada, potem se napad zgodi v lokalnem okolju ali na neki nacionalni ravni, po tipu napadalcev, po tipu napadenih oziroma kdo so napadalci in kdo so napadeni. In potem smo jih kategorizirali in v poročilu boste videli, potem ko bo pač na voljo celotno poročilo, smo v bistvu primere posamečnih napadov dali kot ilustracijo tega primera. Se pravi, tam, kjer gre za manjše število teh napadov, smo lahko več ali manj popisali te primere, tam, ko gre pa za veliko število, kot je primer spletnega nadlegovanja ali pa zasramovalnih kampanj v medijih, tam pa smo dali v bistvu te primere samo kot neko ilustracijo. Zdaj se bom kar naprej premaknila na tipe napadov, ki smo jih opisovali. Zdaj, ki sem jih opisovala tukajle, zdaj sem jaz, vam bom malo predstavila mogoče po posameznih tipih, kakšne so značilnosti, na primer napadi, ki so ne glede na tip grožnje dobili sodni epilog. Te napadi so redki, redki napadi so dobili sodni epilog. Verjetno vsi vemo za te najbolj razvpite primere, kot je tvit Janeza Janše, potem so pa še drugi primeri, kot je na primer primer Branke Bezjak in Aljoša Dragaša. Tam je pač Aljoša Dragaš bil pogojno obsojen, dobil je tudi prepoved približevanja
novinarki, potem je Jelen Jaščič grozil, Matevž Ploj po telefonu namigoval na posilstvo, tudi on je bil pogojno obsojen, potem Boris Popovič, to smo že slišali, ne, je Lenart govoril že v bistvu pri lastništvu občinskih medijev, kako, na kakšen način župani obračunavajo tudi z novinarji, a ne, tam se je župan obregnil pač ob telesne značilnosti novinarke in kar je zanimivo, da so se te žaljive in neprimerne opazke prelile tudi v te portale, ki jih je takrat mestna občina obvladovala, svoj občinski medij in tudi druge medije. Kar lahko rečemo pri teh, zelo nesrečen je primer, se pravi tega tvita Janeza Janše, ki še vedno ni dobil sodnega epiloga. Vemo v primeru škodninske tožbe Mojce Pašek Šetinc je zadeva že na ustavnem sodišču, kazenska tožba je vrnjena na prvo stopnjo. Kar lahko zaključimo iz teh sodnih epilogov je to, da je zelo malo napadov na novinarje sploh dobi sodni epilog in da nekako tudi, da so novinarji pri tem iskanju pravice na sodišču prepuščeni sami sebi. Ampak bomo to čisto na koncu se temu še posvetili malo bolj. Telesni napadi, najbolj seveda zdaj brutalen so bili napadi na protestih. So bili pa še drugi telesni napadi, naprimer Nina Ambrož, novinarka Večera, je tudi mariborski gradbinec dobesedno vkorakal na Večer in poskušal z njo fizično obračunati. Zanimivo je, ona je to celo prijavila policiji, ki pa je to kvalificirala samo kot kršenje javnega reda in miru in tale gospod Pintar je pač dobil okrog 300 evrov kazni. Se pravi, ni bilo kvalificirano kot grožnja, kot telesni napad, ampak samo kalitev javnega reda. Napadena je bila tudi televizijska ekipa Planeta TV, potem med sodnimi primeri sem pozabila seveda na zelo odmeven primer napada na snemalno ekipo RTV Slovenija in Mojco Domančič. Ta je tudi dobil sodni epilog, celo ta napad. Potem je pevec oziroma reper Zlatko poskušal na protestih nekako obračunati z snemalcem oziroma snemalcem Nove24 in poskušal pač mu izpuliti kamero. Zdaj, to so te telesni, poškodovanje lastnine, to je naslednji tip. Temu so predvsem za napadalce so zelo privlačne snemalne ekipe, televizijske, dve ekipi RTV-ja, eni so prerezali gume, drugi so vandalizirali pač vozilo. Zdaj, naslednji tip napadov je fizično-verbalno nadlegovanje, temu so spet bolj izpostavljene televizijske ekipe. Vidimo, da seveda je zelo problematično, če novinarji na terenu nimajo občutka varnosti, če ne morejo delovati v nekem normalnem okolju, če jih ljudje nadlegujejo, to vidimo, da se je poslabšalo oziroma nekaj več teh napadov je zdaj v času pač pojava te epidemije, ko so ljudje očitno še bolj nestrpni in vidijo snemalne ekipe in poskušajo z njimi obračunavati. Tudi snemalna ekipa, ki je snemala Galeta in so hoteli pač domačini tam obračunavati. Odgovorni urednik Mladine je ob začetku te krize oziroma ob menjavi vlade poročal o tem, da so ga ljudje fizično obračunavali z njim na cesti v pričo njegovih otrok. Med verbalno nadlegovanje v fizičnem okolju lahko štejemo tudi ta žaljiva pisma. Enega imate tukajle kot ilustracijo na fotografiji. Vsebina teh pisem je res zavržna, večinoma jih dobijo novinarji
RTV Slovenija. Glede groženj bi lahko rekli, da so vseeno manj pogoste kot drugi napadi, se pravi te žaljivke, sramotilne kampanje, spolno nadlegovanje. Teh groženj je vseeno malo manj, tudi grožnje tudi očitno in v medijih pod komentarji bolj redno odstranjujejo. Zato tudi so hitrejše odstranjene, ampak naprimer zato velika večina groženj pa ostaje v narekovajih le izrečenih, se ne kulminirajo potem v neke dejanska dejanja, ampak tudi te grožnje, ki so le izrečene, so absolutna grožnja in predstavljajo oviro pri opravljanju novinarskega dela. Naprimer, grozili so novinarju Jožetu Možini, grožnje so redko, največkrat so izražene nekako anonimno na družbenih omrežjih ali pa v teh komentarjih pod članki. Kdaj se pa zgodi, da se pojavijo celo v novinarskih prispevkih? To se seveda pojavlja v tistih medijih blizu SDS, Naprimer, taka je bila ta pesmica Neprimerna, ki jo je objavila Demokracija proti Cirmanu. Naprimer, Nova 24 je objavila okrvavljeno sliko odgovornega urednika Mladine. Tale odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, to je tudi zelo poznan primer, je dobil grožnjo, šus v glavo. Zanimivo pri tem je, šus v glavo takim izmečkom ni vreden, da po slovenski zemlji hodi, to je zdaj nelektorirano. On je to celo prijavil, to grožnjo, tudi Primož Cirman je grožnjo prijavil, s tem, da je tožilstvo odgovorilo, da ne izpolnjuje pogojev, da to ni kaznivo dejanje, ker grožnja ni konkretizirana, tako da je tudi ta zadeva ostala brez epiloga. Med grožnje lahko štejemo tudi te pošiljke z belim prahom, ki jih prejemajo tudi novinarji, o katerih je govorila v bistvu že Brankica. Potem so zasramovalne kampanje proti novinarjem v medijih, to vemo, predvsem v medijih blizu stranke SDS. Seveda sem že zelo in izredno predolga, me zdajle tukaj moja kolegica opominja. Vemo, kakšne so te kampanje, če gremo poimensko vpišemo v njihove iskalnike posameznega novinarja, se izlistajo cele strani v bistvu člankov o tem posameznem novinarju, tako da obseg tega je res ogromen, tudi v samih člankih so že zelo sporne, mislim, žaljive navedbe, medijski morilci, Odlaskov novinarski oproda, RTV politnovinarka, piškotarka portala in tako naprej in tako naprej. Tako da tega je res ogromna količina teh člankov, ki v bistvu v katerih so bolj ali manj posredno napadeni novinarji. Seveda najbolj pogoste pa je pa spletno nadlegovanje in žalitve. V bistvu, kar lahko pri tem rečemo, je to, da to spletno nadlegovanje je usmerjeno, je koordinirano, ima neko svojo notranjo logiko, težko je to dokazati, ampak tudi poročajo, v poročilju boste videli, pri spremljanju in analiziranju v bistvu teh sledilcev, naprimer Janši in tudi drugim politikom, se vidi ogromno lažnih profilov, to so cele vojske trolov. Tukaj ne gre za afektirane izpade posameznikov, ampak gre za sistematično nadlegovanje novinarjev. Najhujši, to pa res, jaz sem zdaj pri preučevanju tega, sem pregledovala v bistvu vse te spletne napade in res najbolj groznim napadom so pa izpostavljene v bistvu slovenske novinarke. Tudi te napadi so drugačni, imajo drugačno vsebino, so bolj osebni,
grejo na osebni videz, prihajajo zgled zanje prihaja iz najvišjih nivojev, vključno z predsednikom vlade, Piškotarka, Prestitutka, Kuzla. Mislim, res to kaže na odnos do žensk v naši družbi, ki se preliva potem in po količini in po resnosti oziroma po, kako bi rekla, zavrženosti, po izrazih, ki se za novinarke uporabljajo, so to najhujše grožnje. Potem imamo še posebno kategorijo, to so napadi predsednika vlade in ministra na novinarje in medije, teh zelo veliko beremo in so skrajno problematični. Potem na lokalni ravni, to so najslabše v bistvu raziskani in tudi na en način najslabše, najmanj o njih zvemo, zaradi tega, ker ostanejo za zaprtimi vrati. Vsi vemo, da najtežje je biti novinar v lokalnem okolju, kjer si prisoten v tem okolju, kjer so pritiski nate večji iz celotnega lokalnega okolja. Saj boste videli primere, imamo v poročilu, potem so slab tožbe, to so te tožbe, ki so namenjene samo zastraševanju novinarjev. Necenzurirano.si je prejelo od Roka Snežiča 39 teh tožb. Rok Snežič želi, da se obravnava vrši v Mariboru, kar pomeni še ta in fizično in finančno in birokratsko izčrpavanje, administrativno izčrpavanje medija. Potem so pa še sistemski pritiski, ki so, mislim, zdaj grem lahko po svojih, saj veste, od prekinitve financiranja, medijska zakonodaja, nadzor preko menjave članov programskega sveta RTVS in nadzornih odborov, izplačilo subvencij, zadrževanje izplačila subvencij iz medijskega sklada, odsotnost specifične pomoči medijskemu sektorju, dostop do informacij, res velik nabor, kdo so tarče, evo, zdaj velik nabor, zdaj sem šla na hitro čez te tipe grožnje. Kdo so tarče, lahko grem zelo hitro, ker smo res že čisto predolga. Kot vidite, največ oblik nasilja se povezuje z raziskovalnim novinarstvom. Novinarke in novinarji notranje političnih redakcij, fizičnim napadom, predvsem televizijske in snemalne ekipe, na izgredih fotoreporterji in snemalne, novinarji RTVS kot javnega medija, med njimi pa še posebej novinarke tega medija. Novinarke na splošno, novinarke RTVS še posebej, voditeljice in voditelji televizijskih oddaj. Tarče so vsi novinarji, ki so kritični, lahko se nenadoma, kot v primeru Klare Širovnik. Pri drugih pa gre za kontinuirano blatenje, ki se občasno prelije tudi v grožnje. Zaključki, no, tukaj vidite ta okrvavljena fotografija urednika, tole je pa naprimer, to je v tem okvirčku, vidite pa izjave oziroma izraze, s katerimi je v začetku letošnjega leta, ki jih je bila deležna ena televizijska novinarka v enem kratkem obdobju intenzivnih napadov nanje. Tako da vidite, kakšno izrazoslovje je to. Zdaj, če gremo samo še na zaključke, lahko rečemo, da so se razmere poslabšale, da se spirala tega nasilja poglablja, da se vedno znova v vsakem novem krogu spirale prejšnje oblike postanejo družbeno sprejemljive in se gre stopnjo naprej, a ne. Dejavnost napadalcev je vsaj delno koordinirana. Res, mi sicer ne moremo tega dokazati, ampak to res ne gre za posamezne izpade, ne gre za posamezne naspade, ampak je ta dejavnost vsaj delno koordinirana, usmerjena in načrtovana. Ti napadi imajo zgled na najvišjem političnem vrhu in ki neposredno preko medijskega sistema SDS narekuje vsebina in določa smer napadov. Imamo ogromno razpon kategorij napadov, ker sem vam jih zdajle povedala, se pravi, dejansko ne gre za posamične primere, ampak v velikih kategorijah imamo veliko različnih primerov napadov. Tako da novinarji so dejansko ogroženi.
Niso vsi novinarji izpostavljeni tem napadom enako, a ne? Tudi pri anketi DNS smo videli, da je žalitvam, grožnjam, pritiskom izpostavljenih samo 25% vprašanih, a ne? Se pravi, imamo te tarče, ki sem jih že prej navedla, so pa tudi, je pa velika, mogoče večina novinarjev, ki so bistveno bolj izpostavljeni tem ekonomskim pritiskom in ne toliko tem zunanjim napadom. Največ je napadov v kategorijah spletnega nadlegovanja in spletnega nadlegovanja novinarjev. In te primeri spolnih napadov na novinarke so najbolj grozljivi in brutalni. Imam tudi primere in pričevanja novinark, kako se bo potem na voljo še celotno poročilo. Zaključki: novinarji napadov načeloma ne prijavljajo. Če jih, so to grožnje, žalitev ne prijavljajo. Odziv policije in tožilstva je slab. Po njihovem mnenju gre za bagatelna dejanja, policija nima pravih usmeritev glede groženj novinarjev. Novinarji so na primer poročali, ko sem jih intervjujala, da jih je policija odvračala od prijave. Tudi potem, ko je bila že v bistvu stekel sodni postopek, so jih prepričevali v poravnavo. Tudi kadar pride do obtožnice za verbalne grožnje, kot v primeru Mladina, pa potem primer zavrne sodišče. V primeru obsodilnih sodb so kazni več ali manj pogojne, torej tudi tega kaznovalnega učinka ni. Sodni epilogi so le v primeru kaznivih dejanj, ki so na predlog preganjajo po uradni dolžnosti. To pomeni, da novinar, da je tožilstvo tisto, ki prevzame pregon, a ne. To spet kaže na to, da se novinarji sami ne odločajo za prijave. Imamo le 3 odškodninske tožbe 2 novinark, kar je zelo zaskrbljujoče, da so te 2 novinarke v vseh 3 primerih stroške najprej nosile same, potem pa je stroške prevzel sindikat. Ni proaktivne vloge delodajalcev, te so zelo pomembni, bi bili pri zaščiti novinarjev, vendar so več ali manj pasivni. Uredništva so ključna pri nudenju pomoči napadenov, pri pravnih in komunikacijskih odzivih, vendar teh odzivov več ali manj ni. Protokoli v uredništvih niso vzpostavljeni, ni psihološke pomoči, jasnih kanalov obveščanja o napadih, ukrepanja ob napadih znotraj uredništva. Novinarji so večinoma prepuščeni sami sebi, deluje pa solidarnost kolegov in novinarskih organizacij. Redko se tudi delodajalci oglasijo, to je v primeru na primer RTV Slovenija največkrat, oglašajo pa se uredništva, aktivi, seveda novinarske organizacije, je pa tudi še širša podpora, v poročilu imam tudi te posebne odzive. Bila sem čisto predolga, se vam opravičujem. Sem pa malo nakazala teren, odprla teren za našo naslednjo predavateljico. Hvala, Špela. Res smo šli malo čez čas, ki smo ga predvideli za ta del, vendar je vse, kar si povedala, pomembno. I want to say welcome to our guests from Hungary and Serbia. They are already with us. I kindly ask Vera and Jelena to wait a minute. We are a bit longer in the first part, so welcome and please be patient with us. Nadaljevali bomo tukaj, ki je Špela končala, česa vse nimamo, pa bi morali imeti, da bi se zaščitili pred napadi. Jasna Zakonček, odvetnica, ki je z nami sodelovala, bo predstavila sistemska priporočila, kako izboljšati zaščito civilne družbe in novinarjev. Prosim, Jasna. Ja, če bi morala povzeti priporočila, vse to, kar smo delali na tem projektu, v bistvu v 3 besedah, in bom naredila tako, da bom čim krajša, bi bile te 3 besede znanje, denar pa povezovanje. Mnogo tega sta tako Špela in Brankica izpostavili problematično in dejansko je res velik problem. Se da izboljševati, se da premikati z izobraževanjem. Pri tem imam v mislih tako izobraževanje novinarjev pa nevladnikov o tem, katere so njihove pravice, tudi kako jih uporabiti, pa tudi izobraževanje
kot smo videli, potrebno zunanjih akterjev, pri tem imamo v mislih policijo, tožilstvo, skratka vsi ti, ki so povezani z prijavami, od katerih je odvisno, kako bo šla zadeva naprej. Še tako daleč, da bi rekla, izobraževanje sodišča, ker sem prepričana, da nažalost ravno v primeru Šetinc Pašek recimo je ena taka sodna odločba, ki po moji oceni zelo odstopa od prakse ISČP, pa tudi naše ustavnosodne prakse, zato imamo znotraj sodstva tudi več stopenj, konec koncev bo tej zadevi nekaj reklo Ustavno sodišče. Potem pa tudi izobraževanje, podporni sistem znotraj samih organizacij, delodajalcev, se pravi ne samo kolegialno, ampak tudi, da se vodstvo zavzame, podpre, in tukaj smo pa tudi že pri financiranju. Vsi imamo lahko dobre namene, ampak pač brez vsaj nekaj denarja najbrž ne bo šlo. In v tem smislu je dobro pač se mogoče zgledovati po nekih uspešnih tujih modelih, ki so ali prek donacij, prek dela članarin, pa konec koncev tudi delodajalci, mi recimo naša odvetniška pisarna kar nekaj dobrih izkušenj s tem, ko ne samo, da delodajalci financirajo obrambo, kadar so pač novinarji toženi zaradi prispevkov, ampak tudi obrambo pravic novinarjev. Pa upam, da se bo to recimo razširilo ne samo na tiste medije, ki imajo pač boljše možnosti, ampak tudi na manj znane medije, pa na nevladnike. Potem, kar se tiče sodelovanja, imam v mislih mednarodne organizacije, pa tudi znotraj, to, kar je tudi recimo že Špela kot Brankica omenila, ker prvič s tem se širi znanje, s tem se širijo neke dobre prakse, nazadnje pa je to tudi nek pritisk, ko se organizacije od zunaj zanimajo za to, kaj se dogaja v Sloveniji, kako potekajo ti postopki. Jaz bi mogoče tako rekla, da je zelo nevarno, da se v teh okoliščinah razne te grožnje, napade sprejme kot pač to je del službe, moramo dobiti, moramo imeti debelo kožo, to moramo prenesti. Ne, to ni del službe, to ni normalno in jaz upam, da tudi preko tega, če se bo veliko delovalo, če bodo ljudje se aktivirali pa se zavzeli za svoje pravice, daleč od tega, da je to enostavno, ampak jaz upam, da se bo tudi izoblikovala neka sodna praksa, ki bo pač prvič dala ljudem vedeti, da te pravice imajo in da kako se bodo recimo zadeve razvijale, ker zdaj te sodne prakse, to, kar je Špela izpostavila, recimo so nekateri nesrečni primeri, je pa treba reči, da je te sodne prakse žal malo. In drugo, da bo mogoče sodna praksa ali pa neke rešitve, da bodo vzele veter iz jader tem, ki zdaj čutijo, da imajo moč in da lahko delajo, kar pač delajo. Tako da jaz bi šla z nekim, upam, optimističnim koncem, da pač so možnosti, zadeve enostavne, ampak da se da premagati kaj. Jaz verjamem v to. Najlepša hvala, Jasna, to je tudi lep zaključek, nekaj nasmeha in optimizma, zlasti glede povezovanja po tem našem dolgem ekspozeju zelo negativnih pojavov. Zdaj pa prosim, zaključili smo ta naš prvi del.